Poletje je čas, da gremo na Zbilje, kjer se lahko imenitno ohladimo. Na Zbilju se pa že mudi naša Pija, da nam predstavi vse, kar nam Zbilje ponuja. Evo. Tako je, lep pozdrav ponovno v studiu Figovec. Midva se že veselo sončiva tukaj na Zbiljskem jezeru, kjer mimogrede, naj vam povem še to, ni parkirnine, ker so se tako odločili in zgledajo vsaj še nekaj časa ne bo, tako da so Zbilje dostopne tudi vsem tistim z mogoče malo tanjšo denarnico oziroma seveda v upanju, da si mogoče raje privoščite sladoled namesto tiste parkirnine. No, z mano je še vedno Iztok Pipan iz Turistične zveze Zbilje. Mogoče povejva še kakšno o sami zgodovini torej kraja. Zbilje si predstavljam, da so malce mlajše od Medvod. Ne, nažalost. Ne, Medvode so majhen zaselek, ki je bil dejansko v zgodovini, če gledamo nazaj francoskega katastra ali pa še prej, ena majhna vasica s parimi mlini na vodi, pa potem je postala tam industrija in se je pač okrog te industrije so se začeli ljudje naseljevati. Je treba reči, da 150 let nazaj je bilo manj prebivalcev v Medvodah kot recimo v nekih hribovskih vasicah v Pohograjcih. Tako da zdaj so seveda stvar popolnoma obrnila. Zbilje same so pa pač tipična kmečka vas ob reki Savi, zelo usmerjeno postavitvijo tega starega dela jedra, se pravi kmetije ob cesti, ki pelje k vodi. Zakaj pri vodi? Prvotna vas Zbilje pred 200-300 leti je bila na robu Sorškega polja, 200 metrov oddaljena na višjem platoju Save ob cerkvi. Vas je takrat pogorela, najbrž so bile vse hiše bolj lesene in takrat so se preselili bliže vodi. Zaradi tega so vas postavili tukaj dol, cerkev je postavljena na robu Sorškega polja, kar je mogoče ena taka zanimivost. Potem so pa leta takoj po drugi svetovni vojni, v prvi petletki, ko so pač ljudje rekli, da bo elektrifikacija pognala kot kri našo industrijo, so pač načrtovali in postavili hidroelektrarno na slapu Save, ki je bil v Medvodah, tam je bil 9-metrski slap, zaradi tega so videli, da je dosti velik padec, da se lahko postavi elektrarna in elektrarno so v prvi petletki dejansko tudi zgradili, odprli so jo leta 1953, konec junija so dvignili pregrado, tukaj, kjer sedimo zdaj, so bila včasih polja zbiljskih kmetov, ta polja je poplavila voda, nastalo je jezero, ki je imelo kar precej obiskovalcev, kot sem že povedal. Zdaj, potem je to jezero imelo tudi svojo slabšo obdobje, to je bilo obdobje, ko so malo neustrezno čistili hidroelektrarno Moste pri Jesenicah. Takrat so spustili zapornico in se je en velik kos blata, mulja iz železarne, iz železarne predstavil v Zbiljsko jezero. Govorimo kar o nekaj milijonih kubičnih metrov tega blata, takrat so tudi ribe pomrle in sredi Zbiljskega jezera se je naredil kar blaten otok, ki je takrat, ko je jezero nizko, tudi zaudaril. Zaradi tega so Savske elektrarne leta 1996 kot eden prvih ekoloških tovrstnih projektov v Sloveniji sanirale jezero, sanirale so ga tako, da so naredili tukaj dol od našega bistroja dotik naprej 600-metrski skalometni nasip. Za ta nasip so s posebnimi bagri prečrpali ta mulj z jezera. Ko se je to blato usedlo, smo pa v Zbiljah dobili kar nekaj hektarov novih turističnih površin, ki smo jih opremili najprej z otroškimi igrišči, potem s preditvenim prostorom, zdaj imamo tam piknik prostor, še eno dodaten lokal, imamo košarkaško igrišče, preditven prostor, tako da je ta sanacija za nas pomenila tudi kar velik preskok v tem, koliko prostora dejansko imamo, koliko turistov lahko sprejmemo in lahko rečemo, da se nam je to izplačalo. Zdaj, zelo dobra stvar mogoče tega zadnjega časa je tudi, da se več vlaga v čistilne naprave tudi v sami industriji. Včasih je bilo Zbiljsko jezero problematično, da je bila voda bolj umazana, tudi zaradi tega, ker kranjska industrija, kemična in ostala je spuščala kar precej odpadkov v vodo.
in je pač voda ni bila primerna za kopanje. Sej nekega kopališča na Zbiljskem jezeru trenutno še vedno nimamo, je pa urejeno kopališče na vrhu Zbiljskega jezera v avtokampu Dragočajna, ki ga upravlja tamkajšnja turistična zadruga in tam se pač da priti do vode in tudi zaplavati v vodo. Pri nas pač nudimo čolnarjenje, tako da se stvari dopolnjujejo in da pač obiskovalci lahko izbirajo, kam gredo ob to jezero. Tukaj lahko rečem, da obiskovalci zelo radi veslajo. Mi smo celo razvili sami en tip čolna, ki je majčkeno prilagojen sodobnim turistom. Včasih so ti tipični blejski čolni bili namenjeni za 4 osebe, ki so bile bolj suhe, zdaj smo pač nažalost vsi dobili kakšno kilo več v zadnjih desetletjih, ne, in s tem povezano je tudi to, da je nosilnost čolna bilo treba malo povečati, da smo dali debelejše letvice in da to sami v svoji čolnarski delavnici zdaj izdelujemo tudi lesene čolne. Tako da se prilagajamo in tudi čolni se morajo prilagajati. Pa je sicer nevarno zaplavati za zdravje tukaj v Zbiljskem jezeru. Jaz moram priznati, da sama enkrat sem tukaj plavala za eno žogo, ker je nam padla iz odbojkaškega igrišča, tako da upam, da ne bom imela kakih posledic ali kaj takega. Ne, trenutno tisto, kar je mogoče najbolj problematično v jezeru, so ostanki umetnih gnojil, kajti Zbiljsko jezero je južni rob Sorškega polja. Sorško polje vemo, da je kmetijsko še vedno intenzivno, da je veliko koruze in krompirja tukaj in da kmetje to špricajo in s temi gnojili, ki pospešujejo rast te zelenjave, to se skozi potalnico pride v Zbiljsko jezero, zaradi tega je v Zbiljskem jezeru več alg oziroma vodnega rastlinja. To vodno rastlinje je pa zelo dobra hrana za labode in posledično imamo mi več labodov. Zdaj, tako da vsakemu, ki gre pač plavati v Zbiljsko jezero, lahko rečem samo to, da se treba mogoče stuširati, ampak tudi v zgornjem delu, v avtokampu Dragočajna, je tudi to, ni treba, ker je tam voda še bolj protočna. Tukaj v Zbiljah dejansko voda bolj stoji in zaradi tega se mogoče je voda več časa, se mogoče je bolj se stuširati, no, potem, ko greš zaplavati. Se pa naši mladi člani redno tukaj noter kopajo, skačejo, na drugi strani jezera imajo celo neke posebne skakalnice narejene za noter skakati, tako da mogoče se jim kdo lahko pridruži ali pa če greste s čolnom po jezeru, lahko najdete kotiček, pa greste tudi v vodo, ampak bolj priporočamo uporabo kopališča v avtokampu, pri nas pa pač nekega urejenega kopališča zaenkrat še ni, si pa seveda vsi želimo, da bi se Sava dvignila za tiste pol kakovostnega razreda tudi v Zbiljah, pa da bi voda postala primerna za kopanje tudi uradno. No, upamo, da se to zgodi kaj kmalu, sicer tukaj na Zbiljskem jezeru res lahko počnete marsikaj, kot lahko vidite za nama, imate tudi kolesa za na vodo, s katerimi lahko kolesarite po vodi. No, še kaj se da vse početi tukaj okoli Zbiljskega jezera, pa vam zaupava še po oglasih. Tako, no, isto, ki je ravno rekel, da se greva zdaj malce Tour de France, mogoče ne bova tako hitra kot Pogačar, ampak treba je vzdrževati ta športni duh. Sicer pa tukaj seveda lahko počnete marsikaj športnega. Slišim, da se lahko zdaj po novem ali se bomo lahko še sprehajali po novi sprehajalni stezi. Ja, ta sprehajalna pot okoli Zbiljskega jezera je pa mogoče trenutno največja naša neizpolnjena želja. Zadnja leta se z občino Medvode skupaj trudimo, da bi res naredili okrog jezera sprehajalno pot, kjer bi se dalo okrog in okrog jezera priti. Načrti obstajajo, naredili smo že vse projekte, zdaj iščemo še en dober razpis, da bi se lahko prijavili, pa da bi dejansko naredili sprehajalno pot okrog jezera. Vemo, da je to danes izredno popularno, da se ljudje sprehajajo okrog jezera. In tukaj imamo potem možnost, da človek dejansko iz Medvod lahko pride peš do Zbiljskega jezera. Zdaj imamo, trenutno je treba en del poti iti ob regionalni cesti, sicer imamo urejene pločnike, ločene od cestnega telesa, tako da se da priti, ampak vseeno bi bilo bolj varno, da bi bila pot narejena okrog jezera. Načrtovana je tako, da bi se potem na njo lahko navezoval turizem tudi v Dragočajno pa v Smlednik in na drugi strani, kjer je golf igrišče v Smledniku, se pravi, da bi pot
služila večjim uporabnikom. Zdaj načrtovana je tudi tako, da bi en del poti 2 km bil na povrhu hriba na drugi strani Zbiljskega jezera, kjer si želimo ohraniti gnezdišča tistih ptic, ki so na Zbiljskem jezeru mogoče bolj taki eksotični gosti, se pravi tukaj mislim predvsem na velikega žagarja, kakšne ponirke, posebne vrste rac, gos, pa tudi seveda naših. To so vse vodne ptice? Vse vodne ptice, ki gnezdijo ob Zbiljskem jezeru. Zdaj te ptice rabijo mir, ko gnezdijo, zaradi tega si želimo en del obale jezera pustiti popolnoma nedotaknjen. Glede na to, da je obale skoraj 10 km, mislim, da ni problem, da pustimo par kilometrov tudi za ptice. In tisto, kar je trenutno mogoče tudi ena zanimivost, pa en problem, ki ga imamo, so pa šakali. Šakali so pač vrsta, ki je prišla v Slovenijo pred kratkim in v letošnjem letu so nam šakali tako, da smo dobili ostanke, pojedli 5 labodov. Pač labodi se v načelu ne bojijo psov, zapihajo proti njim, jih prestrašijo, tudi kljunejo. Pri šakalu pač ni tako, šakal ga pa zagrab, pa ga pač poje. In zdaj labodi so nekaj časa zelo radi po noči prespali tudi na naši Zbiljski Dobravi, ker je bila lepa velika zelena trava. Šakali so to poštudirali, pa so hodili tja, pa so vsako noč skoraj enega pojedli. Potem smo prišli do tega, da nam je najemnik lokala, ki je tam na Zbiljski Dobravi, vsak večer šel in labode fizično prepodil v vodo, zaradi tega, da so pač lahko vsi preživeli. Zdaj, kaj bojo lovci naredili s temi šakali, ne vem. Slišali smo, da so postali lov na divjad, ker dejansko te vodne živali, ki živijo ob Zbiljskem jezeru, niso navajene na to vrstne roparje. Tudi ptice, ki gnezdijo, rabijo mir, pa predvsem varnost, in zaradi tega je ta šakal res problem za vodne ptice. Toliko o tej sprehajalni poti, ki je, kot sem rekel, ena naša največja želja, da res upamo, da bomo jo kmalu dobili, kajti potem se bo pa dal sprehoditi okrog lepega jezera, dal se bo iti na Smledniški grad, dal se bo iti na golf igrišče Smlednik, ali pa če recimo mož pride igrati golf na golf igrišče, pa gre žena lahko peš pot ob jezeru, pa se tukaj pri nas ustavi, spije kakšno kavo. Drugače imamo na Zbiljskem jezeru tudi posebno ladjo za prevoz turistov, ki pa je letos zaradi teh korona ukrepov pa vseh težav, ki so povezane s tem, sploh nismo dali v vodo, ker ne vemo, kakšne bodo omejitve prihodnji teden z samo splovitvijo plovila v vodo, pa ker je na električni pogon, je vse to vzdrževanje tako drago, da imamo rajši letos ladjo nažalost konzervirano, tako da te ponudbe v letošnjem letu ne moremo ponuditi, ker dejansko vse ne vemo, če bomo po 15. avgustu sploh še lahko spet veslali po Zbiljskem jezeru, tako da prihodnje leto pa seveda spet. Mi smo s to električno barko dobili en kup starejših obiskovalcev, predvsem tistih, ki pridejo z vnučki ob Zbiljsko jezero na sladoled, pa so potem videli, da je ladja, da ni treba veslati, ker nekateri starejši niso bili toliko pri močeh, da bi veslali, ampak so se pa usedli v barko z vnuki, so pojedli sladoled, popili kakšno pijačo tudi na ladjici in so se popeljali po jezeru in si ogledali jezero z vodne strani, ker iz vodne gladine je jezero res čudovito. Kaj pa, če se hočemo naprimer tukaj odpraviti recimo na Smledniški grad, se to da že zdaj, koliko časa pa naprimer potrebujemo, da pridemo do tja? Seveda se da, iz Zbilj se da tukaj po gozdu do glavne ceste, ob cesti je urejen pločnik in potem se tik pod starim gradom je zdaj na novo odprt hotel Baron, tako da lahko že tisti prvi, ki do tja rabijo, recimo rabimo 20 minut, pa da so utrujeni, že lahko tam privoščijo kakšno krepčilno pijačo, potem je pa blazno lepa pot skozi Kalvarijo na Smledniški grad. Treba je vedeti, da je ta Kalvarija tudi povezana z eno
eno zgodbo, se pravi zgodbo kmetja Jeraja, ki je to zemljo prodal Graščaku, ker je Graščak želel imeti v liniji grad, pa to Kalvarijo in deželno morišče, ki stoji na sredi polja, tako da je pač takrat kmet potem prodal to in so postavili Kalvarijo. Kalvarijo je pred leti zelo lepo obnovilo njihovo turistično društvo in v letošnjem letu so obnovili tudi gostinski lokal na vrhu Smledniškega gradu in Smledniški grad je trenutno eden lepših razglednikov tukaj daleč naokrog. Seveda je lep razglednik tudi Šmarna gora, ki se od tukaj vidi, ampak mogoče je za vse Ljubljančane fino, da grejo kdaj tudi na Smledniški grad, ker je Šmarna gora že kar prenatrpana. Sej, na Smledniškem gradu to so zgolj ruševine, lahko tam še vidimo kakšne ostanke, iz katerega časa sploh je pravzaprav? Smledniški grad je od 15. do 18. stoletja, potem se je že porušil zaradi potresov in so takrat naredili nov dvorec v Valburgi, potem je dvorec kupila takrat družina oziroma baroni Lazarini, ki ga ima še zdaj v lasti. Vmes po vojni pa do osamosvojitve je bil to dom za otroke, tako imenovane ptičke brez gnezda, ki so živeli noter po osamosvojitvi, so ta dom naredili zraven na novo. Dvorec Lazarini je pa prevzela nazaj družina Lazarini, ki je tudi v osnovi naredila to golf igrišče v Smledniku in tudi zraven naselje novo z imenom Brezovec, kjer ima svojo hišo tudi naš najbolj znan košarkaš. Ne rabimo niti povedati, kdo, da ne bo mogoče kakšnih preveč fanov tukaj naokoli. Zdaj, ko ste že omenili Valburgo, 2 leti ali 3 nazaj je nastala tudi grozljivka Prekletstvo Valburge. Se mogoče spomnite tega snemanja? Sami igralci so mi povedali, da je bilo zelo zanimivo, ker v samem dvorcu ni bilo nobenega WC-ja in potem, ko so takole celi krvavi hodili na stranišče, so jih včasih gostje malo čudno gledali. Se vi tudi spomnite teh dni? Jaz na samem snemanju nisem bil, sem bil pa potem na otvoritvi razstave teh rekvizitov pa mask, ki so jih imeli, moram reči, da so bile izjemne in izjemno zanimive. Je pa ta cerkev Svete Valburge v Smledniku, ki je sicer podružnična cerkev Smleške cerkve, zelo zanimiva, ker ima fantastično akustiko in noter imamo vsako leto jesenske serenade, ki potekajo v Ljubljani in v nekaterih okoliških krajih in ravno ta cerkev, ki je bolj majhna, intimna, ima fantastično akustiko, tako da jeseni mogoče tudi za vse obiskovalce, če bodo še te prireditve, vabim, da si v cerkvi Svete Valburge poslušajo kakšen zanimiv koncert. Z glasbo ste pa zgleda kar povezani. Videla sem na vašem Facebooku, da je nedavno tukaj snimala videospot tudi naprimer Nina Pušlar. Pogosto Zbilje znajdejo v kakšnem audiovizualnem umetniškem delu? Zbiljsko jezero je zelo popularno. Že, če se vrnemo v zgodovino, so film Nejoči Peter, ko so se peljali čez reko, so to naredili na Zbiljskem jezeru, so to snemali. Na Zbiljskem jezeru so včasih imeli tudi tekmovanje v Evropskem pokalu v smučanju na vodi. Potem so snemali kup reklam, tudi tuje firme, lahko rečem, da je ena večjih svetovnih proizvajalk avtomobilov tukaj snemala reklamo na tak način, da so na en tak zelo skrit splav postavili avto in ga peljali čez jezero in da so cel jezer z neštetimi mašinami za delati meglo naredili v megli. Ni bila prava megla? Ne, ni bila prava megla, je pa zelo zanimivo. Pa slovenski glasbeni izvajalci redno snemajo tukaj, naši. Recimo, zdaj je bila zadnja Nina Pušlar, prej je snemal Samuel Lukas letos, pa snemal je Aleš Bartol oziroma Mambo Kingsi, pa posnel je tukaj videospot Vlado Kreslin. Mislim, res veliko obiskovalcev izkorišča ravno to bližino Ljubljane, lepo jezero, labode za kuliso, čolne, romantiko. Veliko se posname tudi raznih reklam na sami obali ali pa tukaj na jezeru. Veliko je tudi poročnih fotografij, to se mi tudi zdi zelo lepo omenjati.
včasih se zgodi, da kakšna žena romantično popelje svojega moža s čolnom zjutraj za kakšno obletnico s šampanjcem v čolnu. Take lepe stvari se dogajajo. Vemo, da se mladi pari tudi včasih izkoristijo kakšen zaliv tukaj za kakšne lepe zadeve, tako da ima Zbiljsko jezero svoj čar in svojo romantiko pa energijo, ki privablja. No, vsekakor, tudi sama bom verjetno še nekaj časa ostala danes tukaj v tem čudovitem soncu. Le pridite na obisk v Zbilje, privoščite si kakšno tako dobro pico, da jo je še naš najboljši slovenski košarkar, ki je tukaj v bližini, le odkrite jo tukaj ob jezeru. Sicer pa se za danes tukaj iz Zbilj poslavljamo. Imate kakšen slogan v turističnem društvu? Visit Zbilje ali kaj takega? Ne, nimamo še nekega slogana, je pa to dobra ideja, lahko bi naredili natečaj za najboljši slogan, pa mogoče ne letos, ampak drugo leto, pa da potem popeljemo tistega, ki bi se spomnil najlepši slogan, da ga nagradimo na en način. Ni slaba ideja. No, mogoče se boste pa lahko za stonj popeljali s kolesom, če se spomnite kak slogan. Iztok, najlepša hvala za tale danes, res prijeten obisk Zbilj. Hvala tudi vam, ker ste se spomnili na nas in seveda dobrodošli kadarkoli. Tako. Ne pozabite, tudi 25 vozi direktno iz centra do Medvod, potem pa je res samo še 10-minutni sprehod semle do Zbiljskega jezera. Lep pozdrav iz soncem obsijanega jezera in po oglasih se vračamo nazaj v studio Figovec.